Evo, Get Up je bil Jason Derulo tole, jaz pa nisem več sama v studiu. Z mano sta direktor poveljnik poklicne gasilske enote, Boris Židarko, dobro jutro. Dobro jutro vsem. Zdaj jaz upam, da te čujemo. Daj malo bolj na glas. Ja, upam, da me slišite. Čakaj. Takle, poglej, zdaj še enkrat. Ja, vsem poslušalcem, Jaz- dobro jutro. Jaz mislim, da ja, če ne te bomo pa presedli. Ne bo šlo drugače. Z mano pa je tudi Sašo Farčnik, ki je predsednik Gasilske zveze Celje. Dobro jutro tudi tebi. Dobro jutro tudi tebi in vsem Tebe poslušalcem. se pa čuje. Normalno. Normalno, ja. Boris, ti boš mogel vseeno malo bližje prideti mikrofonu, ker si vseeno malo prenežen pa je. Ok. Tako je boljš, evo. Zdaj, z mano sta fanta poklicna, oziroma tako bom rekla, gasilca, pripravljena na pomoč vsak dan in vsako noč, kot pojejo te bojevci. Zdaj, malo sem naredila navezave, ker obeta se obletnica 70 let, vidva še nista tukaj stara, da bi 70-ih praznovala, ampak bosta vseeno povedala, 70 let je tako poklicne gasilske enote in Gasilske zveze Celje. Zdaj pa bom najprej še vprašala tako, Sašo, kakšna je razlika med Gasilsko zvezo Celje in poklicno gasilsko enoto Celje? Ker marsikdo se še vseeno zatakne tu in tam. Ja, res je. Gasilska zveza Celje združuje prostovoljne gasilce. To pomeni, da Gasilska zveza Celje združuje 14 prostovoljnih gasilskih društev v občini Celje in pa občini Štore. In mislim, da smo res povezani. Za poklicne gasilce pa mislim najboljše, da Boris pove. Ja, Boris, izvoli, če te do zdaj nismo spoznali, danes imaš zadnjo priložnost. Ja, ampak mi smo vseeno na nek način povezani v zvezo, tudi sodelujemo v poveljstvu in v upravnem odboru, tako da ta povezanost je. Je pa res, da v Sloveniji sta dve različici, bi temu lahko tako rekli, na eni strani prostovoljno, na drugi strani poklicno, ampak to nista dve ločeni strani, ampak to sta dve celoti, oziroma ena celota. Ena celota. Se pravi, vsi ste na voljo, ko je treba kaj pogasiti, koga rešiti in seveda tudi na kako nesrečo iti. Vsi smo gasilci, ja. Ja. Vsi ste gasilci, se ne razlikujete to, kdo je prvi, kdo je zadnji in koga ni. Točno tako in tudi skupaj organiziramo tudi prijetne dogodke. No, in o prijetnem dogodku. Zdaj tako, s poklicno gasilsko enoto Celje smo že v lanskem letu pripravili koledar, ki je bil dobrodelni ob 70. obletnici. Zdaj, kar nekaj dogodkov se je že zvrstilo v tem času, prihaja pa 20. junij na Krekov trg, ko bo gorelo. A bo ali ne bo gorelo? Zelo bo gorelo, ker res prihajajo zelo dobre glasbene skupine, ki bodo napolnile Krekov trg, ki bo, mislim, da res gorel, da bo ognjen, da bomo lahko poslušali skupine LPS, Tabu in pa Orlek. Ja, ognjeni koncert prihaja ob tej obletnici. Zdaj, vi imate sicer en tak formalni del še pred tem. Ampak kdaj mi začnemo na Krekovem trgu ga žurati? Je ob 7:30. Ob 7:30, mislim, ne zjutraj, da ne bo pomote. Ob 7:30 zvečer se bomo dobili na Krekovem trgu, kjer bo seveda z vami tudi Radio Fantasy in pa potem vse skupine, ki jih je že Sašo tudi naštel. Boris, jih znaš našteti? Brez plonkca. Seveda jih znamo vse. LPS, Orlek in Tabu. Tako. Tako da obeta se pravi žur in boj, da sem slišala, da ste si zrihtali kar dovoljenje do 2 zjutraj. Ja, to so nam pa šli kar na roko. Predsednik Gasilske zveze se je potrudil in je pridobil to soglasje. Sašo ima veze. Sašo nima veze, Sašo je dal vlogo noter in je dobil, tako da jaz res si želim, da bomo lahko žurali, da bomo se lahko sprostili in da bomo res lahko pokazali, da kako znamo gasilci organizirati en lep, dober ognjeni koncert. In zdaj, recimo v teh 70 letih, kaj so bili recimo mogoče tisti pomembni mejniki v Celju, ki jih boste mogoče zdaj tudi pokazali na kakšen način zdaj na Krekovem trgu? Ja, na Krekovem trgu bo definitivno prikazan ta zadnji glavni mejnik, to pomeni ta povezanost, združenost prostovoljnih in poklicnih gasilcev tukaj v Celju. S tem bomo pokazali, kako dobro sodelujemo in bi tudi na ta koncert
ni samo to za gasilce, domače gasilce, to je za gasilce celotne regije, za vse obiskovalce, za vse občane, da se jim tudi mi poklonimo, ker vedno nam v težkih trenutkih tudi stoji ob strani z različnimi donacijami, z različnimi pohvalami, zahvalami in to nas seveda tudi navdaja z tem, da se ljudem tudi zahvalimo na tak način. In s tem, ko smo združili praznovanje prostovoljnih in poklicnih gasilcev, pokažemo to enotnost. Da bo fešta. Koliko imamo pa kaj karto za koncert? Ja, karta je brezplačna, ne? Torej, v bistvu kart ni. Tako. Lahko pridete vsi, kaj pa za jesti, pa za pit bo? Vedno. Gasilci vedno poskrbimo, da je hrana in pijača na razpolago. Ravno to sem hotela, ker zdaj sicer se vemo, vsi, da zdaj je tudi čas gasilskih veselic, ampak to ne bo gasilska veselica. Ne bo. Na Krekovem trgu bo res koncert ognjenega poguma in bomo res vsi združeni, tako da res vsi vabljeni, da se nam pridružite na Krekovem trgu od 7:30 zvečer dalje, pa do 2 zjutraj. Ja, to moramo povedati, veš, da ne bo kar konc ob 10, ne, tako je bilo recimo decembra, ampak da zdaj pa bomo mi malo podaljšali, ker koncev gasilci so zmer za akcijo. Tako da, fanta, zdaj dajte še narediti kakšen šluk kave, potem pa nadaljujemo. Jaz bom dala pa tabuje, sej veš, ker tudi oni so takovi. Vsak dan, pa vsako noč. Tako, pa smo nazaj v etru, z vami sem Šuši v Jutro na Radio Fantasy in pa z mano sta danes tudi kar 2 gasilca, ker zakaj bi imela enega, če lahko imam 2. In enega sem pripeljala iz poklicne gasilske enote Celje, to je direktor poveljnik Boris Žnidarko, pozdravljen še enkrat. Ja, pozdravljeni. In pa seveda predsednik Gasilske zveze Celje Sašo Farčnik, ki mimo grede dela klobase brez špeha. Dobro jutro. Dobro jutro. Mal te moram namočiti, veš. Ja, prav je tak. Ker ponavadi tudi vi gasilci radi špricate, ne? Vedno. Naše gasilke so vedno vesele, ker kaj pa gasilci radi drugi delamo, kot špricamo. No, sej to. A šolo ste tudi špricali? Bolj poredko. Bolj poredko. Ja, moramo biti vzor. Ampak vzor moramo biti tudi vsem, ki bodo prišli 20. junija, to je že naslednji petek. Hvala Bogu, da imamo fešto na petek, ker jaz ne vem, če bi zmogla, veš, v soboto pa 2 dni okrevanja. Ne? Zakaj ste se odločili prav za 26. in da je to petek? Ja, odločili smo se za tega, ker mislimo, da je konec šole, da so tudi dijaki in naši gasilci vedno pripravljeni, da se pred poletjem sprostijo in da bodo lahko šli v poletje ognjeni, polni energije od tega koncerta in mislim, da je ta datum res pravi udarni datum, ki bo pokazal nas gasilce v Celju. Ampak ni pa zdaj koncert namenjen zgolj in samo gasilcem, bo res namenjen tudi vsem ostalim. Vsekakor, to je poklon vsem občanom, vsem širšim občanom regije, da pridejo na ta koncert. Tako sem že prej omenil, saj nam vedno v slabem in dobrem stojijo ob strani z spodbudami, pohvalami, donacijami, tako da na tak način se bomo pa zdaj mi, gasilci, poklonili vsem občanom in prebivalcem te regije. No, ampak recimo, kako sta videla sploh prišla do gasilstva? Ne? Zdaj, v Celju gasilstvo zdaj obstaja, smo ugotovili, 70 let, kar se je v bistvu vse skupaj začelo v narekovajih. Ne? Ampak kdo pa je vaju dva recimo spodbudil k gasilstvu? Jaz mislim, da bo zgodba ista. Nismo se še o tem pogovarjala. Okay. Tako da lahko po moje eden za oba dva pove. Mislim, da zgodba mora biti identična. Ja, pri nas izhajam iz gasilske družine in vsekakor na vasi, prihajam iz podeželja, je na nek način, bi temu rekel, normalno, da pristopiš gasilcem in tudi želeli smo si otroci, takoj ko smo prišli v takrat še malo šolo, da smo pristopili k pionirjem, da smo naredili tiste prve tečaje, potem mladinci, seveda potem smo postali operativni gasilci, pridobivali en kup specialnih znanj. V meni se pa želja tudi porodila, da bi pa jaz pa to pa res počel vsak dan. In vsako noč. In vsako noč. In sem postal poklicni gasilec. Ja, odlično. Saša? Jaz sicer nisem začel tako zgodaj, ker ne prihajam iz gasilske družine, ampak ko gledaš druge sovrstnike, ki trenirajo v gasilskem domu, se ti vedno potem poroji neka želja. In tako smo pač korak po koraku in smo prišli do tukaj, kjer smo danes. V eno zdravo okolje, kjer mislim, da vsi razmišljamo dobro in to je pomoč sočloveku. No, ampak ravno, ko že govorimo o tem,
oba dva imata kar precej pomembne pozicije, ne? Na svojih mestih. Zdaj, do te pozicije verjetno ni bilo glih tekle prideti. Morata imeti kakšna posebna znanja, šolo. Pri nas je srčnost. Dobro, pri Gasilski zvezi torej Tako. je srčnost. Boris, kaj pa pri tebi? Ja, srečnost tudi mora biti pri nas. Je pa pri nas so podločeni pogoji, spadamo pod javni sektor, javni zavodi, poleg osnovne izobrazbe, da imaš upravljeno gasilsko šolo za poklicnega gasilca. Aha, to tudi obstaja. Vidiš, to nismo vedeli. Moraš potem še imeti ustrezno formalno izobrazbo, določene izkušnje, da lahko potem kandidiraš kot direktor, poveljnik na tem delovnem mestu. No, fanta odlična sta, ampak zdaj 70 let, glede na to, da nista stara, koliko sta sploh sledila recimo Celju v teh 70 letih? Koliko časa sta, dobro, ti si že tak cel življenje gasilc, ti si prišel, si rekel, malo kasnej. Približno 8. razredu, 7. 8. razredu osnovne šole. Dajmo zračunati, koliko je zdaj to nazaj. Ne bom računal. Nekaj časa. Nekaj časa, dobro. Mata mogoče kakega vzornika v Celju, ali pa nasplošno gasilca, razen gasilca samota? Ja, tega sem naravno mislil omeniti. Mislim, da se je Celje zvrstilo skozi zgodovino, ki je več kot 150-letna gasilstva, odkar se je začelo razvijati v Celju. Predvsej posameznikov, ki pa mislim, da ni prav, da bi jih nekaj izpostavljali. Jaz mislim, da je gasilstvo kot tako samo, mislim, da je pomembno. Niso posamezniki pomembni, ampak ta srčnost, ta občutek pomoči sočloveku in to mislim, da je tista največja vrlina in pa neko zadovoljstvo, ki ga imamo gasilci. No. In predvsem nam ga manjka v tem času, zato res vabimo vse še enkrat, da se pridružijo praznovanju 70. obletnice gasilstva, oziroma Gasilske zveze in pa poklicne gasilske enote Celje. Kdaj, kje, kdo, zakaj? 20.6. to je v petek, ob kateri uri, Saša? 19:30, da ne bomo rekli 7:30, da ne bo kdo zjutraj res prišel. Za jesti, za pit bo? Bo in to vrhunsko. Predvsem pa bo fešta do 2 zjutraj. To moramo poudariti. In to ognjena. Ognjena fešta, prikazan. In vmes se bo tudi gasilo. Če je ognjena fešta. Okay, zdaj, mi smo krmajčke, bomo zbirali torej ali ne? No, mislim, zdaj moraš povedati, kak davč gremo. Ne, pustimo kje za presenečenje. Tako, dejstvo je, da praznovali bomo, kaj pa torta? Skoraj smo pozabili na njo. No, prosim, ne. Jaz sem za čokoladno, sam povem. Tako da, če se upoštevajo moje želje, jaz bi imela čokoladno. Dobro, v redu. Torej, 26. 19:30, Krekov trg v Celju. Kdo špila? LPS. Tabu. Orlik. Bravo, mislim, da sta že tako ful usklajena, tako da naslednjič, ko bo ta prišla spet, ne, bo sta že kaj zapela? Mislim, da boš za ne. Za 100-letnico mogoče. Za 100-letnico, ok, torej 30 let še imamo pred... Ja, bo ta že pa kar stara, pa zgubana takrat. Hecam se. Evo, torej, vabljeni vsi iz strani tako poklicne gasilske enote Celje, kot tudi Gasilske zveze Celje, da se nam pridružite na ognjenem koncertu Poguma ob 70. obletnici in da zažurate z nami pozno v noč od 7:30 dalje pa vse do 2 ure zjutraj na Krekovem trgu v Celju in to že naslednji petek 20.6. Fanta, hvala, ker ste prišla. Pridite še, no? Mislim, tak ali tak se bomo še videli. Do takrat, kar. Ja, z veseljem. Evo.